Dragan iz Kopra je za svoja literarna dela dobil več nagrad za prozo in poezijo. Piše v različnih jezikih. Nekatera dela so prevedena v slovenski, srbski, makedonski, bolgarski, ruski in angleški jezik. Poglejmo v utemeljitev. Dali si osnovna čestica trena. Je pesem v enem stavku, v enem dihu, brez ločil in velikih začetnic, ki bi zaustavljali tok in energijo besed. Osrednji protagonist tega zapisa je zaboravljeni cvet, pozabljena roža jesenskega bogatega pirovanja na balkonu, ki je nekako preživela zimo in počakala na vse ptiče, ki je susmele, da se vrate. Vsa pesem pa nas s svojim tokom besed in podob vodi do prepustitve času, ki je vzel liste sanotama za ponovni vzdisaj in ki pozablja vse, celo njeno rožino ime. Zlahka si predstavljamo, da je ena takih smelih ptic, ki se upajo vrniti, tudi govorec sam. V pesmi pa se nadvse posrečeno prepletata tako minljivost kot trajanje. Dragan, kaj vam pomeni pisanje in ali vas pri pisanju navdihuje tudi življenje ob morju? Hvala za take lepe besede. Res je, marsikdo od prisotnih pozna mojo zgodbo. Po hudi nesreči sem teoretski jedrski fizik, ampak sem zdaj pesnik in pisatelj. In intenzivno se s tem ukvarjam. Marsikdo je tudi delno kriv za to, da zdaj namesto mirnega penziona vsak dan pišem. Pomaga mi pa to okolje, vsekakor. Mirna gladina morja in to nekako mi je tudi po okrevanju toliko pomagalo, da je nepozabno. Seveda se pa prepuščam tudi drugim izzivom in pišem praktično vsem, kar sem začutim, kar sem nekoč prebral, slišal. Probam pri tem izvati občutek lepega. Koliko mi uspe, pa odločite sami. Zdaj bomo slišali. Hvala lepa. Na drugi mikrofon, prosim, če nam preberete kakšno poezijo. Prvi mikrofon pa lahko pustite na mizici. Hvala lepa. Izvolite. Dali si osnovna čestica trena. Dali si osnovna čestica trena, ki šmugne zadnji dah zimskega vetra. Prenego izviri klica proličnog hrpljenja v novu poemu o prvem kupanju crnokosa v bisernoj peni tek odmrznute vode. V podmetaču saksije sa zaboravljenim cvetom jeseni bogatega pira, koji sa sobom odno sve, listove sa notama za ponovni uzdisaj, sa mirisom šarenog proličnog cveća, zvukove odanih pera iz krila ptica koje su smele da se vrate u poznate krajine i prepustila se vremenu da zaboravlja sve, čak i njeno ime. Hvala lepa. Čestitamo. Literarno srečanje z dolgoletno tradicijo ima že celo vrsto zvestih udeležencev. To pa redno sodelujem, zaradi tega, ker je to edina prilika, da tudi v maternem jeziku lahko poveš na glas. Ker kot vemo, ustvarjamo najboljše, res v maternem jeziku se najbolj izrazimo in tudi največ od sebe damo. Dogodek je bil sprva namenjen literatom priseljenim iz držav nekdanje Jugoslavije. Nabor avtorjev različnih narodnosti pa se je iz leta v leto širil.